Najlepša hvala in prosim, če lahko še malo počakate, ker namreč ne moremo začeti, če boste vsi tako daleč. Prosim, vsaj 2 koraka naprej. Bliže. Še malo bliže. In še malo in smo tam. Najlepša hvala. In seveda najlepša hvala našim kolegicam in kolegom pevkam ZRC zbora. Naj še enkrat opozorim na to, da je to edina stvar, ki ni nikoli dogovorjena zadnjih 30 plus let, ampak vedno funkcionira. Tako da tudi za to hvala. Druga, seveda, za dobre želje. Jaz sem si takoj najvišji za 200, ampak ne samo zaradi tega, ker si želim, da bi tokrat mogoče pa res dobil projekt, ampak zato, ker, kot veste, vse je treba hraniti in arhivirati. In to bomo zdaj mi skrbno prebrali in dali v ZRC arhiv. Torej, še enkrat hvala in ja, skromno darilo, kot vsako leto, upam, da boste uživali. Zdaj pa lahko gremo naprej. Na kratko samo dovolite, da vas še enkrat seznanim z običajnim potekom današnjega srečanja, ker je bil zamišljen kot sestavni del izrekanja priznanja tudi našim mladim doktoricam in doktorjem znanosti, smo to želeli tudi letos še dodatno izpostaviti in zato bomo začeli z njimi. Torej, zdaj prosim vse po vrsti, ki vas bom poklical, da vam izročim to simbolno priznanje, da pridete do mene. In začenjam z kolegico Brino Zagorc z Inštituta za antropologijo in prostorske študije, ki je na Univerzi na Dunaju uspešno obranila doktorsko nalogo z naslovom Nasledi življenju v antiki in zgodnjem srednjem veku, paleogenomika, prehranski stabilni izotopi in bioarheološki pristopi pri učevanju srednjeevropskih populacij. Še dobro, da sem se odločil samo za slovensko verzijo. Za angleško je bilo. Naslednja je Lucija Mandić z Inštituta za slovensko literaturo in literarne vede, ki je na podiplomski šoli ZRC SAZU uspešno ubranila doktorsko disertacijo z naslovom Računalniško branje slovenske pripovedne proze dolgega 19. stoletja v kontekstu literarne kanonizacije. Čestitam. Špela Čonč z Geografskega inštituta Antola Melika je na Biotehniški fakulteti Univerze v Ljubljani uspešno obranila doktorsko disertacijo z naslovom Vpliv geomorfoloških oblik na rabo prostora pri evrazijskem risu in evropski divji mački. Čestitam. Naslednja se bo nama pridružila tukaj kolegica Manca Filak, ki je na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani ubranila doktorsko disertacijo z naslovom Vizualna etnografija vsakdanjega življenja gospodinj v Sloveniji. Čestitam.
In že smo pri kolegu Roku Mrviču iz Inštituta za slovensko narodopisje, prav tako kot prej kolegica, ki je v okviru podiplomske šole ZRC SAZU zagovoril dizertacijo prisežni obrazci v sodobnem slovenskem folklornem sistemu, folkloristična in semiotična analiza preseganja. Čestitam. In Miha Sušnik iz Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša je na Filozofski fakulteti obranil dizertacijo z naslovom Slovenske množinske oblike na A samostalnikov nesrednjega spola v indoevropskem kontekstu. Čestitam. Uroš Novak z Inštituta za raziskovanje Krasa je na Fakulteti za podiplomski študij Univerze v Novi Gorici ubranil doktorsko dizertacijo z naslovom Tektonske strukture na Krasu, študije primera iz zahodne Slovenije. Čestitam. In še zadnja, to leto, Anja Trobec z Geografskega inštituta Antona Melika, ki je na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani uspešno obranila doktorsko dizertacijo z naslovom Razvojni potencial ekološkega kmetijstva na zavarovanih območjih. Čestitam. Res čestitamo. Upam, da je res zadnja, ne se poznate našo navado, da včasih koga spregledamo in če letos nismo, je to poseben dosežek. Kakor mnogi drugi, o katerih bom nekaj besed povedal čisto na koncu, ko pride vrsta name. Sedaj pa predajam besedo predsednici znanstvenega sveta ZRC SAZU in jo prosim za novoletni nagovor. Najlepša hvala za besedo. Spoštovani gospod direktor, spoštovane kolegice, spoštovani kolegi. Leto 2025 se izteka in znova se ustavljamo ob razmislekih, kaj od načrtovanega smo uspeli udejaniti, v čem so bile naše želje nemara preambiciozne, kaj nas je morda ujelo nepripravljene in kaj je bilo tisto, kar je v letošnjem letu v našem življenju pustilo največji pečat tako na osebnem kot na znanstvenem področju. Raziskovalno delo, ki povezuje naša življenja, smo si na začetku morda zamišljali precej idealizirano. Raziskovati v različnih knjižnicah po svetu in biti obdan s knjigami, ki jim ni videti konca. Ali morda eksperimentirati v najmodernejšem laboratoriju in sodelovati pri razvoju najnaprednejše tehnologije. Ali pa se odpraviti na tisti košček sveta, ki lahko prinese odgovore na inovativna znanstvena vprašanja. V vseh primerih pa na to imeti obilico časa za razmislek o preučenem, za kritičen pretres in analizo pridobljenih spoznanj ter za nemoteno ustvarjanje besedil, ki bodo humanistično, naravoslovno ali družboslovno vedo, ki smo ji posvetili življenje, premaknila korak naprej. A naša realnost je pogosto precej drugačna. Prijavljanje projektov, pisanje poročil, izpolnjevanje obrazcev, lovljenje rokov, prehitro menjavanje tematik zaradi nalog na različnih projektih, soočanje z izzivi raziskovalne sfere, s pomanjkanjem časa za pisanje vseh besedil, ki bi se jim radi posvetili, nenazadnje pa tudi s procentom uspešnosti na projektnih razpisih, v nas lahko vzbudi stremljenje k temu, da bi nekaj spremenili, lahko pa nas navda tudi z malodušjem.
takšnih trenutkih je ključno, da sledimo našim raziskovalnim načrtom in obudimo veselje, kot smo ga imeli na začetku naše znanstvene poti. Zato mi, spoštovane kolegice, spoštovani kolegi, dovolite, da nekaj besed namenim prav veselju do znanosti in raziskovalnega dela. Kajti prav kakšna neprijetna izkušnja lahko odpre vprašanje, ali je še smiselno vztrajati. A odgovor je brez vsakega dvoma da. Francoski mikrobiolog in kemik Louis Pasteur je znanost poimenoval luč, ki razsvetljuje svet. Biti raziskovalec pa pomeni biti v jedru te luči ali, če se izrazi metaforično, v samem srcu znanosti. Biti ustvarjalec novih spoznanj je brez dvoma eno najlepših poslanstev življenja. Raziskovalno delo omogoča, da svet spoznavamo in razumemo na povsem nove načine. Veselje nad znanostjo pa je tista nevidna sila, ki v nas vzbuja vedoželjnost in nas žene naprej, da vztrajamo tudi, ko je težko. Na Univerzi v Štokholmu se je leta 2023 zaključil 3-letni projekt, ki je bil posvečen prav veselju v znanosti. Cilj je bil raziskati, zakaj Nobelovi nagrajenci za fiziko tako pogosto uporabljajo opise veselja za svoje poklicno življenje. Projekt se je nato razširil ne le na Nobelove nagrajence in ne le na fizike. Kot osrednje karakteristike vrhunskega znanstvenika so se izkazale kreativnost, določena mera uporništva ter veselje in sposobnost uživanja v znanstvenem delu. Raziskava je naletela na velik odmev in odprla pot novim mednarodnim projektom. Veselje, na videz tako banalen, a v resnici ključen element pri znanstvenem delu, je postal predmet številnih raziskav. Vodja švedskega projekta je v enem od člankov vpeljala izraz zapeljivi znanstvenik kot poimenovanje za raziskovalca, ki ga karakterizira rahel upor ter ki razume in živi znanost ne kot nekaj pompoznega, konformističnega in dolgočasnega, ampak kot nekaj vznemirljivega, navdušujočega in polnega življenja. Britansko-iraški kvantni fizik Jim Al-Khalili v svoji knjigi The Joy of Science razpravlja o veselju, ki ga prinaša znanost. Značilnosti raziskovalnega dela, kot so vedoželjnost, ustvarjalnost, racionalno in logično razmišljanje, diskutiranje, primerjanje idej, sposobnost dvoma v to, kar mislimo, da vemo, zmožnost prepoznavanja, čemu lahko zaupamo, zavzemanje za resnico, odprtost, da ob novih dokazih spremenimo svoje mnenje, zmožnost investiranja napora za pridobitev poglobljenega znanja in sposobnost razreševanja na videz nerešljivih problemov nam koristijo tudi v vsakdanjem življenju. Jim Al-Khalili poudarja, da čeprav smo ljudje marsikdaj krhki in v sebi razdvojeni, nam znanstveni način razmišljanja omogoča, da vidimo svet onkraj naših omejenih čutov, onkraj naših predsodkov in pristranosti, onkraj naših strahov in negotovosti. Veselje ob znanstvenem delu pa nikakor ne pomeni, da se raziskovalec ne sreča tudi z razočaranjem. Ravno nasprotno, ne tako redko nas lahko potre kakšno neprijetno spoznanje. Morda nismo dobili projekta, v katerega smo vložili mnogo časa in truda. Morda smo za raziskavo potrebovali občutno več časa, kot smo načrtovali, rezultat pa je bistveno manjši od pričakovanega. Morda smo sprejeli napačno odločitev, morda nas je potrla recenzentska ocena ali pa smo veliko časa investirali v nekaj, kar se je pozneje izkazalo, da ni prava smer na poti do želenega raziskovalnega cilja. Takšni trenutki na prvi pogled izgledajo kot neuspeh, a so, paradoksalno, pri našem delu ključni. Thomas Alva Edison je to izrazil z besedami: "Nisem doživel neuspeha, samo odkril sem 10.000 načinov, ki ne delujejo." Pri tem sta pomembna predvsem pogum in odločenost, da nadaljujemo in iščemo nove poti v svojih raziskavah. In prav veselje nad znanostjo je tisto, ki ohranja motivacijo.
Napačne poti in slepe ulice so nujne za napredek znanosti. Še več, znanost brez neuspehov ne bi mogla pripeljati do prelomnih odkritij. Tej temi je Stuart Firestein, profesor nevroznanosti na Kolumbijski univerzi, posvetil monografijo z naslovom Failure – Why Science is so Successful. Spoznanje, da brez neuspeha ni napredka, lahko ponazorimo že s preprosto ugotovitvijo, da se večina od nas iz študijskih let najbolj spominja tistih izpitov, na katerih na vprašanje nismo znali odgovoriti. Še več, znanstveno je dokazano, da se človeški možgani iz neuspeha naučijo celo več kot iz uspeha. Deli, ki so povezani z učenjem, se namreč močneje aktivirajo v primerih, ko česa ne uspemo rešiti. Izzove pa to v nas željo po poznavanju rešitve, ki si jo nato zapomnimo mnogo bolje. Enrico Fermi, pionirski jedrski fizik, je svojim študentom dejal: če vaši poskusi uspešno dokažejo hipotezo, ste opravili meritev. Če pa hipoteze ne uspejo dokazati, ste prišli do odkritja. Neuspeh namreč rojeva ustvarjalnost, nas prisili, da odpremo svoj za alternative in nove ideje in tako pogosto pripelje do preobrata. Nevrofiziolog in prejemnik Nobelove nagrade Alan Hodgkin je vsakodnevno obiskoval laboratorij. Kdor mu je pokazal rezultate poskusov, ki so bili v skladu s pričakovanjem, mu je prikimal v znak odobravanja in šel naprej. Edini način, da si pritegnil njegovo pozornost, je bil, da si imel nenavaden rezultat, ki je izstopal. Takrat se je usedel, si prižgal pipo in se skupaj lotil raziskovanja, kaj bi to lahko pomenilo. Pisatelj in profesor biokemije na Bostonski univerzi Isaac Asimov je pomenljivo dejal: najbolj vznemirljiva fraza, ki jo lahko slišimo v znanosti, ni eureka, torej našel sem, ampak je to je hecno. Razmišljanje o veselju ali uspehu in razočaranju ali neuspehu nas spomni tudi na znani par Demokrita kot smejočega in Heraklita kot jokajočega se filozofa. Pri enem je misel na človeško življenje vzbujala smeh, pri drugem jok. S sopostavljanjem obeh filozofov so na svojstven način ponazorjene Heraklitove besede: ljudje ne vedo, kako se tisto, kar je v nasprotju, ujema samim seboj. Tako kot nasprotujoči si pojmi, poletje in zima, življenje in smrt, ne predstavljajo nezdružljivih nasprotij, ampak dve strani istega procesa, tako Demokrit in Heraklit predstavljata sprednjo in zadnjo stran istega kovanca. V svoji prav tako provokativni knjigi Ignorance – How it Drives Science Firestein svoj izvirni pogled ilustrira zgodbo o znanstveniku, ki pozno ponoči pod ulično svetilko preiskuje tla. K njemu pristopi moški in ga vpraša, kaj je izgubil. Ključe od avtomobila, odgovori znanstvenik in moški mu pomaga iskati. Čez nekaj časa, ko iskanje ni bilo uspešno, moški vpraša, ali je prepričan, da jih je izgubil prav tu. Ne, mislim, da verjetno tam, in pokaže na temen del ulice. Zakaj potem iščete tukaj? No, odgovori znanstvenik, tukaj je svetloba veliko boljša. Ta zgodba metaforično ilustrira nekonvencionalno razmišljanje in kaže na ključno strategijo, da si pri raziskovalnem delu odprt za to, da najdeš kaj, česar sploh ne iščeš. Da se torej ne omejiš samo na iskanje poznanega in da ne iščeš tam, kjer bi iskali vsi. Le tako lahko odkriješ nekaj novega in prelomnega. Po besedah Louisa Pasteurja je sreča naklonjena pripravljenim umom. Velikani svetovne znanosti pri tem vedno izpostavljajo nujnost nenehnega razmišljanja. Dvakratni Nobelovec Linus Carl Pauling je poudarjal, da če želiš imeti dobre ideje, moraš imeti mnogo idej. Alfred Nobel je sorodno izrazil z besedami: če v enem letu dobim 300 idej in je ena od njih uporabna, sem zadovoljen. Nenehna odprtost za razmišljanje pa je možna le, če je v nas veselje do znanosti.
Pri tem so glavno orodje naši možgani, ki jih sestavlja okoli 86 milijard nevronov. Vsak nevron je povezan z drugimi, kar skupaj znaša do 1000 trilijard povezav. Po raziskavah nevroznanstvenikov povprečni odrasli možgani lahko obdelajo 74 gigabajtov podatkov na dan in imajo skupno sposobnost pomnenja enakovrednega 2,5 milijona gigabajtov podatkov. Misel na to osupljivo naravno danost je zagotovo ena od inspirativnih spodbud, da zaupamo v naše intelektualne sposobnosti, jih razvijamo, spoznavamo meje in jih skušamo tudi preseči. Kajti, če se izrazim z besedami Michelangela, največja nevarnost za večino med nami ni, da je naš cilj previsok in ga ne dosežemo, ampak da je prenizek in ga dosežemo. Spoštovane kolegice, spoštovani kolegi, francoski fiziolog Claude Bernard je poudarjal, da je veselje ob odkritju nekaj najmočnejšega, kar lahko človeški kdajkoli občuti. In raziskovalci imamo privilegij, da to veselje vedno znova občutimo in ga tudi delimo z drugimi. Znanstveno-raziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti je optimalno okolje za velika odkritja, saj raznovrstnost naših raziskav omogoča napredek na številnih področjih, od humanistike in družboslovja do naravoslovja. Hvala vsakemu zaposlenemu za vse vaše delo in ves vaš trud, s katerim prispevate k ugledu ZRC SAZU. Hvala vsem, da ste zgled mlajšim sodelavcem, ki lahko črpajo iz vaših odkritij in se navdihujejo pri vašem načinu dela in razmišljanja. Bodimo zgled tudi v strasti in veselju do raziskovalnega dela. Izkoristimo raziskovalno pestrost naše ustanove in ustvarjajmo prelomne dosežke, ki so plod sodelovanja raziskovalcev različnih profesij in znanj. Neuspeh naj nas ne potre, ampak opogumi in utrdi v spoznanju, da smo na dobri in predvsem pravi poti. Na tej poti pa naj nas spremlja tudi znani afriški pregovor. Če hočeš iti hitro, pojdi sam. Če hočeš iti daleč, pojdi skupaj z drugimi. Spoštovane kolegice, spoštovani kolegi, človeško srce utripne več kot 100.000-krat na dan. Naj nas v prihajajočem letu utripanje našega srca spomni na to, da ostanemo srčni drug do drugega. Vzemimo si čas, da se zazremo v oči in izrazimo hvaležnost in veselje, da smemo naša življenja prav mi preživeti skupaj, povezani prek znanstvenega dela. Raziskave kažejo, da se srčni utripi zaljubljenega para po 3 minutah gledanja v oči uskladijo. Prepričana sem, da se ob naklonjenih besedah in v sozvočju sobivanja srčni utripi lahko do določene mere uskladijo tudi med kolegi na delovnem mestu. Ob letu, ki se izteka, vsakemu od vas želim, da prihajajoče božično-novoletne praznike doživite na način, ki vam bo dal moči za pravilne odločitve, tako v vašem osebnem kot profesionalnem življenju. Naj vaša moč izvira iz druženja z vašimi bližnjimi in občudovanja lepote življenja samega. Pri tem pa naj vas vsak dan znova navdušuje znanost, ki naj bogati vaša življenja in naj bo vir ne samo vašega navdiha, ampak tudi vašega veselja. Po besedah Marie Curie, znanost nosi v sebi veliko lepoto. Zajemajmo to lepoto s polno mero, uživajmo v osrčju zakladnice znanosti in to bogastvo prenašajmo v vse pore našega življenja. Dovolite mi, da zaključim z besedami letos preminule ikonične primatologinje Jane Goodall, ki je v enem od zadnjih intervjujev dejala: če razmišljate globalno, postanete otožni. A če vzamete delček celotne slike, svoj svet, spoznate, kaj lahko kot posameznik storite tukaj, kjer ste. Jaz delam spremembe, ti delaš spremembe. In tako se delčki postopoma sestavljajo v celoto in svet tudi zaradi nas lahko postane boljši. Njene pa so tudi naslednje besede. Mislim pa, da je resnično pomembna empatija
in da lahko le takrat, ko naš pameten in človeško srce delujeta v harmoniji, človek izkoristi vse svoje sposobnosti. In prav to, spoštovane kolegice, spoštovani kolegi, vam želim na vaši osebni in profesionalni poti, da vaš intelekt in vaše srce delujeta v sozvočju in tako dosežete svoj polni potencial. Za vašo pozornost se vam najlepše zahvaljujem. Najlepša hvala. Zdaj pa nadaljujemo z nečim, česar do zdaj še nismo poznali. Mimi Urbanc nam bo predstavila novo priznanje, ki si ga zasluži oseba, ki je mogoče ob vseh nas, ki smo dobri, v nekem trenutku imela malo več sreče in zato lahko bila še boljša in mislim, da zasluži posebno priznanje. Več nam bo povedala ona. Drage kolegice, spoštovani kolegi, na ZRC SAZU smo z letošnjim letom uvedli novo priznanje, novo nagrado z imenom ZRC Zvezda na obzorju. Tako poimenovanje kot vizualna podoba nagrade sta povezana z dvema ključnima točkama evropskega raziskovalnega prostora, z zvezdami kot simbolom Evropske unije ter z obzorjem kot osrednjim evropskim raziskovalno-inovacijskim programom. Nagrada je namenjena posameznici oziroma posamezniku, ki je v iztekajočem se letu pustil opazen pečat na področju evropskih projektov, tako pri uspešnem izvajanju tekočih projektov, kot tudi pri pripravi prijav, ki bodo, upam, vodile v nove projekte, ki nam bodo v veselje, da bomo to veselje, o katerem je govorila predsednica znanstvenega sveta, lahko izživeli. Prejemnik oziroma prejemnica bo sredstva v višini 2000 evrov lahko uporabil za kritje materialnih stroškov svojega raziskovalnega dela. Še pomembnejša pa je simbolna vrednost te nagrade. Ta predstavlja priznanje za angažiranost in trdo delo ter hkrati navdih za vse tiste, ki se na pot evropskih projektov šele podajate. Z velikim veseljem razglašam prejemnico letošnje nagrade Zvezda ZRC na obzorju za leto 2025. To je Edisa Lozič z inštituta, z Arheološkega inštituta. Iskrene čestitke. Čestitam. Moje jecljanje prej pri dobrih in bolj dobrih je predvsem povezano s tem, da je velikokrat takšen dosežek, če ne vedno, povezan s tem, da se ljudje gibljejo v okolju, ki jih podpira. In gotovo je Arheološki inštitut takšno okolje, ki omogoča kolegicam, kot je Edisa, da jim uspe in upam, da v skladu s tem, kar nam je povedala predsednica znanstvenega sveta, teh primerov vedno več, torej da ne bomo hodili sami, ampak bomo hodili skupaj z drugimi. In zdaj še finale današnjega
relativno kratkega začetnega uradnega dela, s katerim smo pohiteli, ker je bilo rečeno, da hrana ne more čakati. Torej, podelitev prestižne nagrade Dobri gospodar, ki gre pa tokrat v roke. Zdaj sem opazil, tale pujs je v bivanju na prejšnji destinaciji doživel neko epizodo. Torej, tem, ki ga boste zdaj prijeli, prosim, da bolj pazite. Ne bom prebral, ki je bil prej na obisku 1 leto. Torej, ta prestižna nagrada gre tokrat v roke kolegicam in kolegom na Inštitutu za glasbeno naredopisje. Čestitam. In zdaj smo tam, pri čestitkah, dobrih željah in druženju. Še enkrat hvala, da ste prišli, tudi tisti iz Slovenske akademije znanosti in umetnosti in tudi drugi gostje. Lepo je bilo in upam, da bo lepo še naprej. Srečno!